večer, lepo pozdravljeni na Slovenski matici in seveda prav lep pozdrav današnjemu jubilantu, prevajalcu, profesorju doktorju Valentinu Kalanu, ki bo gost tokratnega večera Matica pod zvezdami. Zakaj ta naslov? Morda se prav posebej prilega tudi za ta večer, za večer, kjer bomo slavili filozofijo, torej tisto, ki se sprašuje tudi o zvezdnatem nebu nad nami, in za večer, kjer bomo slavili 50 letij, več kot 50 letij dela, prevajanja profesorja dr. Valentina Kalana za Slovensko matico. In kjer bomo slavili seveda tudi, kot bi rekli Grki, življenje. 80 let njegovega dela in seveda razmišljanja o človeku, o svetu, o človeških zmožnostih, razumu in o vseh vprašanjih, ki jih je filozofija odpirala v svoji zgodovini. Profesor Kalan, dobrodošli na Matici. Nekoliko imam treme v tej vlogi, nenazadnje sem bila tudi jaz, vaša študentka, tudi asistentka, tako da je to še prav poseben občutek. In zdaj se počutim kot seveda tisti v Platonovih dialogih, ki so imeli to priložnost, da so lahko spraševali Sokrata, se z njim pogovarjali. Hvala vam torej za to priložnost in dovolite, da najprej morda povem nekaj kratko predstavitev vašega življenja. Rojeni v Kranju in leta 1966 ste diplomirali iz filozofije in svetovne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani, leta 1972 tudi iz grškega jezika s književnostjo. Že kmalu zatem, leta 1974, profesor dr. Valentin Kalan napravi doktorat iz filologije, leta 1977 pa še iz filozofskih znanosti. Že od leta 1970 dalje je deloval na Filozofski fakulteti v Ljubljani, od leta 1983 kot izredni profesor za zgodovino filozofije. In prav istega leta, torej leta 1970, se je začelo tudi sodelovanje profesorja Kalana s Slovensko matico. Takrat ste, profesor Kalan, ste išli dve deli. Eno, ki ga matica ne najde, ker je razprodano, tako da ga bomo poskušali na vsak način znova pridobiti v naš arhiv. To je vaša spremna beseda k prevodu Nietzschevega Rojstva tragedije iz duha glasbe in pa druga knjiga zgodovine filozofije Karla Forländerja, ki ste jo prevajali. Vendar je treba začeti pri Homerju, v filozofiji je to pri predsokratiki. Prevajali pa dovolite, da začnem pri Platonu, Aristotelu, ki ste ga glavnino prevajali za Slovensko matico. Prevajali ste torej oba filozofa, tako Platona, prevedli ste njegov spis Sofist in tudi Aristotela. Za matico spis o duši, zelo pomemben prevod, pa tudi prve 4 knjige fizike in spis o nastajanju in propadanju. Pa vendarle, takole, če moramo odločiti med platoniki in aristoteliki, torej med platonizmom in aristotelizmom, bi vendarle rekla, da bi vi izbrali Aristotela. Nenazadnje je bil Aristotel tudi predmet vaše doktorske disertacije, Dialektika in metafizika pri Aristotelu, in v njej ste uvodoma zapisali, navajam,
da je to poskus o Aristotelu brez podedovanih znamen in razlag. Kako gledate danes na ta stavek? Se vam zdi, da ste še podlegali iluziji o čisti interpretaciji, zlasti v kontekstu tega, da je morda matematik in filozof Whitehead rekel, da je vsa zahodna filozofija pravzaprav so opombe k Platonu? No, preden grem na odgovor na tole zanimivo vprašanje, samo najprej zahvala za povabilo, res sem bil ga vesel in mi je dalo tudi priložnost, da nekoliko pogledam nazaj na svojo pot, ki je bila precej vijugava, tako da bi samo nekaj stavkov omenil do tistega, rekel, momenta, ko je bilo potrebno napisati neko disertacijo in podobno. Se pravi, kot študirajoči sem se za antiko začel zanimati, ko je na oddelku za filozofijo vladala neka, tako rečemo, suša, da rečemo s takim nevtralnim izrazom. Alma Sodnik se je upokojila 2 leti prej, potem 2 leti predtem je bila velika čistka, se pravi, ta Razkrvavljar in Velkorus morajo zapustiti, še prej Pučnik, skratka, bila je kriza, prišli so novi predavatelji in tako je prihajal v Ljubljano predavati Branko Bošnjak. On je posebej tudi izpostavil pomen Tukididove zgodovine in kjer je ravno nedavno pred tem izšel hrvatski prevod, ne vem kaj je prav, Tukidida, zelo dober Teodanov prevod, tudi po napisih. No, potem pa sem učil 3-4 leta na gimnaziji, filozofijo, sociologijo in predmete, in ni bilo usmernega izobraževanja, predmete umetnostna vzgoja in to je obsegala glasbeno in likovno. To sem povzel zato, da sem dobil zaposlitev, čeprav sem 1 leto bil brez zaposlitve, ampak ker sem se prej ukvarjal nekoliko s glasbo, to ni bilo tak problem kot to, da nisem bil notri, kot se reče, razen za filozofijo in sociologijo. Po teh 4 letih je prišlo do tega, da nekako ni oddelek našel nekega naslednika Alme Sodnik, profesor Hribar Mirko je tudi opustil zadevo in tako sem postal asistent, ampak pod pogojem, da študiram filologijo. Tako je se začel študij filologije. No in ob tem sem pa bil fasciniran ob tem Tukididovem obravnavanju vojne, da je vojna velika pathema za grški svet. Se pravi, da se po potrpljenju, da celo prekaša perzijske vojne, kakorkoli so bile krute. No in na to je prišla situacija, da je en dogovor, da ta disertacija, kakršnakoli že bila, ni bila priznana za oddelek za filozofijo. In je bila naloga, kot se bi reklo temu doktorska, naj napravim neko razpravo o tem, kaj je dialektika in metafizika pri Aristotelu pod nalogu, po napotku Vojana Rusa, ki je tudi nekako blokiral disertacijo o Tukididu, ki jo je Gantar sicer štel za primerno, ampak ne za Vojan Rus je rekel primerno za filologijo, ne za filozofijo. Ampak iz tega je potem se stvar razraščala in je postala že prevelika. Tako da jaz nisem navdušen nad to knjigo, niti ne s tem, sem se pa zato tudi odločil, ker sem še poslušal Alme Sodnik predavanja o Aristotelu. To je bilo leta 1963-1964, torej sem bil zelo razočaran na predavanje, ker je razlagala razvoj Aristotela od platonizma proti empirizmu in Jeggrovo teorijo. In to na nek način je res, ker Aristotel nima tega poleta, recimo platonskega, filozofski eros postane bolj dialektika kot pa kaj drugega. Tako da, in zdaj prihajam k tvojemu akcentu, kaj je zdaj tole brez brazgotin. Ta izrek, glede na to, da nisem našel sam, ampak je nek francoski interpret Aristotela, pravi, da
prikazu Aristotela sine neo indicatus, se pravi brez brazgotin. Zdaj, najprej to, ob tem se najprej spomnim, kar se tiče besede brazgotina. Hegel je svoj čas rekel, rane duha se zacelijo brez brazgotin. Jaz mislim, da ni temu tako, da je duša, kot se pravi, mišljenje in življenje, telesno življenje, sta tako prepletena, da ne po Platonu, ne po Aristotelu se jih ne da kar tako reči, kot so kasneje Hegel in drugi, češ eno je svet idej, drugo pa so pa človeške strasti, ki so nespametne in trpijo kazen za svojo nespamet, tako nekako po Hegelu. Tako da, se pravi, mislim, da tu, če smo zgodovinski, da to je nemogoče. Vsak človek je otrok svojega časa, kako bi rekel, in tako da s tem ne dobimo veliko, je pa res, da je Aristotel nekako postane pomemben, kadar se gre za to vprašanje, kaj je biti nič, pa tako naprej. Se pravi, pri Aristotelu ni odgovora na nič. O tem nekaj govorim, o tem knjiga o nastajanju in propadanju, ker se pri Aristotelu svet vrti v ciklusu življenja in smrti, ampak to je nekako predestinirano in vse enako je podložno nastajanju in propadanju. Tako bi rekel, svet živega je podložen temu, razen svet, ki je sam eteričen, večen in tako dalje. Tako nekako, no, to, kar se tiče tega brazgotin in duha. Ja. Se pravi, na vsak način je pa, če pa še enkrat malo nekoliko bolj izpostavim, Platon je bolj navdihujoč, ker govori o nečem, ki je bolj navdihujoč, ker govori o nečem za in proti in potem nekako poskuša bralca angažirati v tej tematiki. Je pa res, da pri Platonu je veliko razprav, ki so dolgočasne in težko, rekel, berljive, da tako rečem. Sofist recimo je še dosti berljiv, ampak recimo Teaidetos pa Filemos, toliko je tam nekih umestnih tekstov, da se bi dalo igrati samo po eno stran, po dve strani. Ni to roman Dostojevskega, ki te vleče, ampak te skozi nekaj blokira, tako da mislim z veliko prevoda včasih ne pomagamo razumeti nekega filozofa. Tako nekako je moja izkušnja žalostna in recimo, ampak o tem bomo daj kasneje kaj še rekli, če bo čas. To za začetek. Ja, hvala za ta uvod in tudi za to kratko opredelitev med Platonom in Aristotelom. Zakaj sem odprla to vprašanje? Ali se vam ne zdi, da je ena od temeljnih točk oziroma ena od temeljnih ločnic pri Aristotelu v primerjavi s predhodno filozofijo ravno to, da vzpostavi kritiko do vsega preteklega mišljenja v primerjavi s predsokratiki ali pa tudi Platonom. Ja. Če vemo, Platon prepušča besedo svojemu učitelju Sokratu, postavlja ga kot na nek način avtoriteto. Preteklo mišljenje je torej tisto, ki so nekako njegovi duhovni očeti, medtem ko Aristotel vzpostavi svojo filozofijo kot kritiko predsokratske filozofije, tudi Platona. To ste tudi sami priznali v uvodu v knjigi o nastajanju in propadanju. Ja. Da je pravzaprav to kritiko razvil že tudi v fiziki. In ali se vam, glede na to, ne zdi, da je ta pomemben preobrat, bi rekla, v zgodovini filozofije, ki vzpostavi kritiko kot tisto, ki je najbolj konstruktivna za vsakokratno filozofsko misel, neko skrajnost doživelo v marksizmu kot družbeni kritiki? Ja. Hvala za vprašanje. Mislim, da je to res eno od takih vprašanj, ki ima splošno dimenzijo in tudi to specialno v tej relaciji, kot si ga ti omenila, se pravi Aristotel pa predsokratiki, se pravi eno je Heraklit, recimo drugo Aristotel. Se pravi, na eni strani, če rečemo, Heraklit o duši reče, duša ima tako globoko besedo, logos, ali razum, da ji ne najdeš
meja, če tudi prehodiš vsa pota, tako globok logos ima. Aristotel pa preprosto da svojo definicijo duše, njegov princip duše pa je, duša je princip življenja, to skozi kar živo bitje živi in tako, o tem kasneje. In zdaj pa, kaj pa zdaj Aristotel in kritika? Aristotel je izhajajoč iz Platona razvil teorijo substance, se pravi stvar, ki je poznana predvsem po tem razlikovanju, ki je tako razširjeno, da niti ni treba reči, da je aristotelsko vsaka stvar ima obliko in snov. In primeri so vedno vzeti iz obrtništva. Gradivo, ki ga oblikuje izdelovalec, ta model je tudi pri Platonu, o pojmu mimesis imamo idejo, recimo primer ideja mize, ki je sama po sebi, fizej, po fizis, potem imamo demiurgos, obrtnik, ki izdeluje za družbo, za skupnost predmete, recimo v tem primeru pohištvo, recimo mizo, posteljo, in potem imamo konkretno posteljo izdelano, ergon, in pride slikar in naslika recimo ta predmet in to je posnetka, imamo idejo, konkreten predmet, ki posnema dizajn in slikar, ki dizajn še enkrat prikaže. To, da Platon tudi seveda pove na drugih mestih, da je umetnost tudi inspiracija, to je zlasti dialog ion. Se pravi, umetnik nekaj predstavi, potem so rapsodi, ki to predstavijo poslušalcem in potem so poslušalci in imamo potem verigo, ki povezuje uvid idejo, ideal preko umetnika do poslušalca. Skratka, to je ena lepa prispodoba v dialogu ion, najlepši dialog Platonov. Ko sem učil Platonovo filozofijo na gimnaziji, smo enkrat na koncu šolskega leta, to za anekdoto, ni bilo treba več spraševati, ocene zaključene, kaj bi naredili. In je dva, tri dijaka sto prebrali ravno v eni uri počasnega branja dialog ion, pa se nihče ni pritoževal, da smo to prebrali. Samo to je res enkraten dialog glede branja. No, zdaj pa kritika. Aristotel vsaki stvari pristopa z vidika materije forme. In za živo bitje reče, živo bitje je snov, ki jo oblikuje neka forma in ta forma je duša. Ampak snov mora biti organizirana, se pravi sistemsko postavljena in če tega počela, ki povezuje snovne sestavine, ki so seveda zelo kompleksne, so razne, rekel, to je fiziologija in anatomija in vse mogoče se tu začenja. In to je model, to da ni mogoče vseh stvari razlagati na ta način. Se pravi, Aristotel kritizira Heraklita, ne moramo mi Heraklitovo filozofijo spraviti v 10 kategorij, ne gre. Ali pa recimo versko izkustvo se ne da spraviti v 10 kategorij, tista substanca, akcidenca, to je osnovno, ne, se pravi, eno je bistvo, drugo pa lastnost. In tudi razumevanje Boga, Aristotel je Bog mišljenja, se pravi filozofska določitev Bog kot duh, kot je bilo kasneje, ampak to za krščanstvo pa za monoteizem ne zadošča in teologija je imela vedno in ima še vedno težave, kako Aristotela povezati, kar je Tomaž Akvinski napravil s teologijo. Druga stvar pa je seveda, skratka, aristotelska filozofija, kakorkoli je lahko kritična na nekaterih točkah, na nekaterih, da bi rekel, poenostavitvah starih filozofov, pa ni zadostna z vidika samih fenomenov. In to je zelo poučno tudi, kar se je zgodilo s Heideggerom. On je prednje izdal Bit in čas in nameraval napisati knjigo o Aristotelu. Ko so zdaj izdajali zadnje rokopise o njem, se najde to. Knjigo Metafizika vrne v knjižnico, Aristotela več ne rabi, kajti za
za moderni svet je aristotelizem ni zadosten, niti ne, edino, kar ohranja, je to, da je vprašanje biti, kot pri Platonu, postavljeno, samo on potem začenja z vprašanjem niča pa tesnobe in se stvar zelo modificira, ampak to je potem posebej zgodba. To bi bilo, se pravi, če še enkrat povzamem, aristotelska pojmovnost ni zadostna niti za razumevanje, recimo, niti Empedokla, niti recimo Heraklita, tudi ne Parmenida pravzaprav, ampak to so seveda tri velike osebe predsokratske filozofije. Tako da predsokratiki so nam bolj danes samo izreki, ki sami po sebi spet niso vedno zadostni. Če reče, recimo Heraklit, vojna je oče vsemu kralj, ene napravi za gospodarje, druge za sužnje. To samo po sebi ne pomeni nam dosti, ker to je, ampak to je druga stvar. Ampak zdaj pa kritično mišljenje. Kritično mišljenje je pomanjkljivo, ker preveč poudari moment uma. Se pravi, umska filozofija je to. In svoj čas in mene skrbi, da tako zelo deklariramo, da je tako zelo deklarirano, pa da se deklarira šola, oblikuje kritično mišljenje, fakultete oblikujejo kritično mišljenje. Potem so pa novinarji tako kritični, da nihče ne more 200 let narediti, ne da bi ga kritizirali. Se pravi, pesnik, pravzaprav pa pesniško-umetniško mišljenje niti ni toliko kritično, je bolj izpovedno. In Cankar se mi zdi, da včasih je zelo rekel, če njega vzamem za primer, ampak on sam je se deklariral, sem pa tja celo za marksista, pa je v tem pravem pomenu, se ga je takrat nekaj bral na Dunaju. Toda njegova kritika je tako močna, da ne upošteva, kaj se pa zgodi, če se bo ta kritika uresničila. In tule imam eno idejo, ki bi morda to pojasnila. Recimo, marksizem je kritika, recimo Marks je kritika politične ekonomije in potem kritika moderne družbe, recimo kapitalizma. No in, ampak Marks potem pa predvideva pa revolucionarno spremembo, vedno revolucionarno spremembo. Toda, ko sem Marksa vprašal, svoj čas sem objavil eno razpravo o Marksu, da je Marks ob vsaki situaciji, ko so ga tile funkcionarji delovskih strank vpraševali, kako bomo zdaj napravili z revolucijo, v Parizu ni uspela, Pariška komuna, ali revolucija v Angliji, ali v Rusiji, ali v Nemčiji. Marks je vedno govoril, niso še zrele razmere. Potem pa tako pravi, mora pa revolucija biti v razvitih deželah. Se pravi, on je imel tu vsaj nekoliko te procesualnosti. Potem pa pridejo bolševiki in Lenin razvija teorijo, revolucija da, toda, ker na zahodu, tam v razvitih deželah tega ni mogoče, bomo premagali kapitalizem tam, kjer je najšibkejši v Rusiji. Pa se bo potem revolucija razširila po svetu. In kaj se je potem zgodilo? Leta 17 je nemški kancler poslal ekipo Lenina in njegovih sodelavcev Trotskega v zablokiranem vagonu na Švedsko, da destabilizirajo carsko Rusijo in začela se je revolucija, ki je terjala, poleg drugih žrtev, ki so neznanske, sem nedavno dobil knjigo nekega italijanskega psihologa, ki je deloval v Moskvi, ki je povzročila v letih 1917, 1935 v Rusiji kot žrtve najprej prve svetovne vojne, nato revolucije in nato kolektivizacije 13 milijonov sirot. Po celi Rusiji je tavalo 13 milijonov sirot v tem času, si predstavljate. Kakšna je to znanstvena teorija družbe, ki ti sproducira tak rezultat? Me žal, da te knjige nima, včasih jo kar samo prinesem, ker je toliko zgovorna in je potem, da vam sam predočim dramatiko zadeve,
Jakobsov roman je v letih 27 ali bilo že 30 leta, ko je bil, mislim, na Češkem takrat, je rekel, Rusija uničuje svoje pesnike in uničuje svoje ljudi. Mislil je s tem na pesnike, kot so nazadnje Majakovski, predtem Jesenin, se pravi, ampak žrtve so tolikšne in tedaj je potem Makarenko napisal tisto pedagoško poemo, ki je bila potem celo, seveda v Sloveniji, v pedagogiki vzor, kako naj se izobražujejo vsi ljudje, ne samo tisti. Skratka, mislim, da kritika mora imeti meje. Meja kritike je pa uvid, se pravi, kritika je diskurs, se pravi, za proti, antilogija bi rekel, in to ni dosti. Ne glede na to, da Habermas govori neskončen diskurs kot ideal demokracije, tako neskončnost ne bi rad imel. Dobro. Hvala za to zanimivo navezavo, vendarle, če ohraniva in ostaneva še nekoliko pri Aristotelu, to je zelo pomemben prevod o duši. Ob njem se seveda zastavlja vprašanje, koliko pa je pri Aristotelu, glede na to, da so zdaj izpostavila ta moment kritike do drugega, pa vendarle odprt. Koliko pa je pri njem prisotna ta kasneje levinasovsko poimenovana odprtost za drugega? Hvala za vprašanje. Ko bomo rekli, Aristotel je nekako zastarel, kolikor je monoliten, recimo v tem kategorijalnem aparatu, substanca, akcidenca, ampak tudi že same kategorije, nekaj je tistih splošnih, recimo odnos, pa prostor, čas, ampak potem pa pridejo tudi take kategorije, kot so razpoloženje, stanje, kjer pa že se nanaša na čustva. In se pravi, čustva, potem kaj je dobro, ideja dobrega in vprašanje vrlin ali značaja karakterja etosa. Tu pa nastopa pri Aristotelu moment odnosa človeka najprej kot živega bitja do skupnosti. Se pravi, imamo to znamenito definicijo, človek je zoon koinonikon, kar pomeni družbeno bitve, zoon politikon, se pravi politično bitje, in zoon logonikon, razumsko bitje. Se pravi, kritika bi rekel, se fokusira, pa se osredotoči na to, človek je animal racionale, kakor je prvi poeti to besedo logonikon prevedel latinsko, kakor se je ustanovilo. A že obe dve drugi, človek je politično bitje in predvsem pa, da je koinonikon, kar pomeni tudi spolno bitje, sindiastikon, je tudi, se pravi, bitje dvojine. Ne obstaja človek v ednini kot atom, ampak je vsak človek, kot so včasih rekli, ne cel. Noben človek ni cel, se pravi, šele moško in žensko skupaj je celota. Samo to je Antelo preslepše rekel, pa mislim, da je to celo ohranjeno iz Aristotela, da sta moško in ženska kot dva dela prstana, ki skupaj tvorita življenjski krog, ampak zanimivo to Aristotel navaja v bioloških spisih. Tako da je Aristotel neke vrste fiziološki seksolog, medtem ko o Erosu pa ne govori. Se pravi, to je razlika med Platonom. Oba pa o tem govorita, da je Eros nekaj božanskega. To enkrat Aristotel tudi to omenja v duši, da je Eros nekaj božanskega. No, zdaj pa to odnos do drugega. Aristotel ima, tako rečemo malo sofistično, ima tudi zanko. Se pravi, etična zanka njegova je filautija, ljubezen do samega sebe. To je skoraj egoizem, skoraj samoljubje, avtos je nekdo sam, filautija, ljubezen,
amicus sibi, Gantar prevaja, mislim, da so to Latinci tako prevedli. Prijatelj samega sebe, to mene sploh ni prijateljstvo, mislim, da je to, kako bi rekel, napačen izraz, ne moreš biti sam sebi prijatelj, večno potem si brez prijateljev. Toda, hotel je pa to, da je pa druga stvar pa je, nima erosa kot etično, pa kot. Eros je pravzaprav sploh samo umetniška tema. Mislim, da je sploh etična, je sicer spolna etika, že govorimo, ampak eros je, ljubezen je pravzaprav samo umetniška tema, bomo rekli. Je pa, etično je pa prijateljstvo. Filija je pa temeljna oblika družabnosti. Ampak če pomislimo, da je pa marksizem razglašal razredni boj kot naravno stanje človeštva, je pa ravno kontra, se pravi, ker je pri marksizmu za mene zoprno, mislim, ker se ne zavedajo konsekvenc, da razredni boj razglašajo kot normalno stanje, kot da to ni, Empedokles bi rekel, v svetu sta ljubezen in sovraštvo. Se pravi, razredni boj je gotovo na ravni sovraštva, tudi če ga ne priznavaš. Ne mora biti drugače. Vidite, kako je to drugače, recimo Empedokles govori, filija neikos, in sovraštvo pač tisto, ki razdvaja, ki se potem ima še naprej marsikaj. No, pri Aristotelu je ta filija. No, zdaj pa, potem pa, ampak Aristotel spet prijateljstvo klasificira. On je tako kot Weberova filozofija, da nekaj naleti, pa takoj začne neko tipologijo zganjati. Ampak ta prijateljstvo pri njem je tako, je družinska prijateljstvo, starševsko do otrok, to je storge, grška ljubezen se teda imenuje stergos, to je storge. Potem je neka socialna ljubezen, ki bi bila recimo caritas, in potem prava ljubezen je pa ni agape, agape je krščanska, vidite, Grki imajo mnogo izrazov za ljubezen, se pravi, storge starševska, agape neka splošna ljubezen in potem eros kot spolna ljubezen. In zdaj pa druga stvar. V etika Aristotela prehaja v politiko in tu je ta pojem drugega postane aktualen. In to se dogaja o pojmu pravičnosti. Se pravi, imamo vrline kot so tiste, predvsem je to zmernost, tista sofrosine, se pravi, prava mira v vsem. In pri pravičnosti pa gre za to, predvsem zato, da Aristotelova teza je, to je paradoksno zveni, svoj čas sem to študentom razlagal, Aristotel v Nikomahovi etiki pravi, pravičnost ni moje, je to, da ne skrbim za svoje dobro, ampak za dobro drugega. Agathon tu heteru. In to je, sicer on potem ima različne tipe pravičnosti, ampak mislim, da v pojmu pravičnosti je zajeto drugo, to da samo z vidika dobrega, kar seveda spet lahko pomeni, da je podvrženo nekemu računanju, ekonomskemu ali drugemu. Se pravi, v tem absolutnem smislu pa ne more biti pri njem drugega v tem smislu. Zato, ker je celo Bog je pri njem noesis noesenos, ki je pravzaprav sam sebi zadosten. In to sem se pogovarjal z Aristotelom, mi je bilo všeč, je en pariški aristotelik v 13. stoletju, malo pred Tomažem Akvinskim, je rekel, kakšen je to Aristotelov Bog, da svet kroži okrog njega, da bi se pognal k Bogu, pravi en skolastik. Ampak skratka, ampak je pa to nek ideal, ki so ga teologi obnavljali vse do Tejara de Chardina, ne vem, če ga ni celo matica svoj čas nekaj prevajala Tejara de Chardina. Tudi Urbančič, profesor Urbančič, filozof Urbančič se svoj čas navduševal, ampak meni Chardin ni. Jaz imam raje krščanstvo znotraj Biblije, ne znotraj teologije, tako da to je moja stara. Ja. Ker so se dotaknila tega prevoda, je prav, da seveda tudi nekaj o prevajalskih izkušnjah vseh teh del spregovorite. Ne nazadnje je Matica zlasti po drugi svetovni vojni
začela izdajati in prevajati temeljna klasična dela, ker smo bili tukaj v precejšnji zamudi pri prevodih. Kar nekaj prevodov na prejšnjem predstavitvi Borisa Furlana pa smo ugotovili, pa je bilo vendarle narejenih, a so danes izgubljeni. Kako ste se vi soočali s temi obstoječimi prevodi, predhodnimi, kratkimi izvlečki in pa svojim celovitim prevodom spisa v duši? Ja, hvala za to vprašanje, ki je spet silno zanimivo. Najprej, to pomanjkanje literature ima svoje začetke, da ko rečemo v 19. stoletju, ko Slovencem ni uspelo doseči po letu 1848, tule navzočen zgodovinar, kolega bo to natančno vedel, niso uspeli doseči ustanovitev Univerze v Ljubljani, kar bi pomenilo tudi ustanovitev filozofske fakultete in teološki študiji so bili na sorazmerno visoki ravni s temi kolegi ali pa bogoslovji v Gorici, Celovcu in Ljubljani. Se pravi, imamo 3 velika bogoslovna središča, iz Gorice je Gregorčič, Mahnič, v Celovcu, ne vem, tam ne poznam, to me slepa pega, moje znanje o tem kolegiju v Celovcu in Ljubljani. In zgodilo se je, da je Hrvat, jaz sem spremljal, ker se nekoliko ukvarjam z nekih razlogov, da naj bi slovensko tradicijo, filozofsko, 19. stoletju nekako malo bolj osvetljiv, ker se je to prenehalo raziskovati, potem, ko je prejšnja skupina opustila to. Sem pogledal, kdaj je Zagreb dobil univerzo in to je Štros Majer ustanoval, mislim, da je tam kot leta 60-70 že. In imajo tam že filozofsko fakulteto, zato se je meni čudno zdelo, zakaj imajo tam tako dobre prevode, recimo Pindarja že, tragedije ogromno prevedenih in tudi pred letom 1914 je srbohrvaški prevod poetike, ne ima Kizničar dobil, ki so ga potem ponatisnili. Se pravi, do leta 14 imamo filologe, ki učijo na gimnazijah, ki jih ni veliko, ampak učni jezik na gimnazijah, ne bo kolega dopolnil še, je bil večinoma nemški in se Župančič pritožuje, to pobiram preko Pogačnikove zgodovine, moderne, se Župančič Oton pritožuje, da slovenski izobraženci boljše govorijo nemško kot pa slovensko. Čeprav sta Stritar in Cankar res naredila črto nad eksperimentiranje v jeziku. In komaj kakšen prevod, kakšen manjši dialog, Eutifron, vem, da jaz sem ga prevajal, moram reči, da sem bil toliko nisem imel časa, da bi pogledal kakšno bibliografijo, je bil že preveden v nekih izvestih. In tako, se pravi, ni bilo tradicije in potem tudi med obema vojnama imamo filologe po šolah, nimamo pa dosti prevodov, značilno pa je tudi, da, ker se je omenila prevajanje, ampak bomo potem. Zdaj, izkušnja s prevajanjem je bila res potem začetniška. Ni bilo, glede Platona je bilo v redu, vendar so vreje tudi predsokratike, tudi rekel, dosti dobro prevedel, ampak čeprav se jih da drugače in izboljšano. No, in zdaj je težava bila ta, da smo začeli tendirati k dobesednem prevodu. Dobesedni prevod je slabo berljiv, če ni nekega običajnega prevoda, bolj tekočega. In to je bila neka dilema, ker prevajalsko načelo, ki ga je Gantar rad poudaril, uporabite za eno grško besedo isti izraz, ampak ne menjavati potem v drugem kontekstu ta isti izraz z drugim izrazom. To pravilo je lažno pravilo, što pravi, ena resnica ni nobena resnica, kaj ti? Beseda slika pomeni
marsikaj, mnogo besed je večpomenskih in se ne da zamenjati vse eno za drugo. No, recimo, že sama beseda za vrlino, recimo, lahko rečemo vrlina, krepost, no, to sta samo dve besedi. Recimo za lahko rečemo razum, tudi pamet v nekem kontekstu, ampak so pa še drugi in to je eno. Drugo pa je, ali se sme latinizme uporabljati. Pravilo zdaj postane seveda ne latinizmov v strokovni tekst in tu je Aristotel rekel, ovira pri prevajanju večja kot pri Platonu, ker Platon skoraj nima tehničnega jezika. Uporabi nekaj teh osnovnih, kot je dobro, ideja, umetnost, potem pa rod, vrsta, skratka, končno, neskončno, to so izrazi, ki jih uporabimo v vsakem kontekstu. Tako da jaz mislim, da pravih napotkov za prevajanje se ni dalo dobiti kvečemu ovire. Jaz sam sem potem poskusil še z neko prakso, ki ni bila dobro sprejeta, recimo, da bi za eno grško besedo uporabil dva izraza, kakor da en in drugega pojasnjujeta. Mislim, da je ta prevod nekoliko pregostobeseden, ampak mislim pa, da se bere brez originala. Imam pa zdaj, recimo v novih prevodih nemških, imamo pa prevode, ki so toliko izbrušeni že, da celo stavčno konstrukcijo ohranjajo. Recimo, če Aristotel reče, predpostavljajoč, da je vsako znanje dobro, bi smeli to šteti tudi za znanje o duši, kajti duša znanje o duši prispeva marsikaj za spoznanje resnice. Recimo, to je ena taka parafraza nekega prvega stavka o duši. Ampak tam in noter je še vrsto nekih dodatkov in recimo samo tam noter je beseda za natančnost akriveja. In to natančnost nekdo prevede lahko čisto drugače. Recimo, ta Dokler ima tam bistroumnost. Jaz, ko sem bral Doklerjev prevod, ta prvi stavek, nisem vedel, da je to začetek o duši. Drugod sem pa vedel, da je pa čisto v redu. Tako da, bom tako rekel, predvsem je ena stvar. Filozofe se bere po straneh, razen Platona, tudi Plotin se bere bolj po straneh, po poglavjih, drugače. Medtem ko moderne filozofe se bere bistveno drugače. Večina je takih. In vi ste brali tudi moderne filozofe in jih tudi prevajali. Presenetljivo je, da z vami vedno povezujemo antično filozofijo. Vaš eden prvih prevodov pa je bil drugi zvezek zgodovine filozofije Karla Forländerja in ne prvi, ki govori o antičnih filozofih, ampak drugi, ki obsega renesančno filozofijo in pa seveda potem, kot pravi Forländer, velike sisteme racionalizma, empirizma, vse tja do Kanta. Tako da to je na nek način zelo presenetljivo, kasneje ste prevajali tudi Nietzscheja, Heideggera. Je to zato, ker imate neko hegelovsko pozicijo, da mora tako rekoč filozof prehoditi vso dolgo pot skozi zgodovino filozofije, če hoče vzpostaviti lastno filozofsko refleksijo oziroma mišljenje? Takole glede Forländerja je stvar bila taka, da so bili preko v osnutku, ko je Alma Sodnik predlagala prevod Forländerja, so bili neka tehtanja, kaj je potrebno za zgodovino filozofije in bilo je šteto, kot da je zgodovina filozofije potrebna za sodobno filozofijo.
tu je za standardni učbenik je veljala knjiga Windelband, Povest filozofije, ki jo je prevajala tudi Slovenka Šašljeva. Ne vem, a je živela v Zagrebu takrat, poleg teh dveh zagrebskih filozofov, mislim, da je Pejović in Danko Grlić, je ona tudi prevajala. Najbrž domnevam antiko, ona dva sta pa sodobno. In Alma Sodnik je, mislim, da je predlagala Forlenderja zato, ker je študirala na Dunaju in je bila tudi učenka enega filozofa, ki se je ukvarjal s Kantom, Hans Eibel, ki je naveden v literaturi, če pogledamo v seznam imen. In je ona favorizirala to knjigo, čeprav se je vedela, da ta knjiga ni zaključena in je potem 19. stoletje, rekel, ostalo neizpolnjeno. Čeprav bi po Ilberwegu, ki je sicer temeljno delo za 19. stoletje, bi se dalo to rešiti, ampak tisto bi bila preobsežna stvar, tako da je pri tem ostalo in nismo mogli najti, ni se dalo najti nekega takega razumljivega, sprejemljivega, ne preobsežnega in tako dalje nadaljevanja. Tako da je to ostalo, kot se reče, torzo. Že v nemščini, pa tudi zdaj seveda pri matici. Tako je to. Je pa res, da je ta knjiga se mi zdi zelo pomembna za Leibnizovo filozofijo, zlasti pojem monade, ki je filozofska teorija o tem, kar je substanca. Mi poznamo diada, triada, to nam je znano iz teologije. Tri božje osebe je triada, kar ni isto kot trije predmeti, je to neka celota, ki je med sebojno povezana. In kaj pa je zdaj monada? Monas pomeni en sam, ampak njegova teza je, vsaka substanca ni atom, ampak je neka celota zase, vsako živo bitje je monada, atomi so monade, ampak tudi Bog je monada in vsak organizem je monada. Plotin je rekel, je eno. Ampak zdaj pa on rekel monada, zato ker je monada štel za živo in imam v sebi željo in predstavo. In vsaka monada želi rasti in vsrkati vase, ampak ne razume v tej dejavnosti drugih, ker nima okn, ne vrat. Tako kot ten vojaški pakt, ki samo sprejema, vse drugo je pa tuje, če ne ustreza njegovemu kriteriju. Tako, in to monado pa žene apetit, volja, skratka, ena čudna monada je to. Lahko je zelo zanimiva, lahko pa je nek kot leviatan, se pravi, nek organizem, recimo Hobbesov. Glejte, to je monada. Medtem ko zelo dobro poglavje je pa o Kantu, jaz bi še vedno, če bi kdo želel poznati Kanta, mislim, da ni boljšega prikaza, kot je tole, ker je vse od zgodnih spisov do religije, kajti Kant je navsezadnje tudi napisal o večnem miru, spis, ki ga je prevedel Izidor Cankar. Jaz sem se enkrat na nekem srečanju zmotil, da ga je Furlan prevedel, ampak je on samo spremno besedo napisal. Kant je tisto napisal v času 7-letne vojne, ko so Rusi zasedli Königsberg, Kraljeva gora, Kraljevo bi rekel, in Churchill svoj čas rekel, to je prva svetovna vojna, čeprav ne vem kaj, pa tista 7-letna vojna, neka čudna vojna v tistih letih, pred letom 80 bi smelo. Ampak kakorkoli že, Kant v večnem miru kritizira angleško politiko, pravi, Angleži povsod, kjer iščejo vojno. Kant je bil sicer prijatelj z Angleži, ker je imel stike z angleškimi trgovci v Kaliningradu, ampak to je, mislim, dobro zadev. On si je prizadeval za mir na nek način, ki še danes, bi rekel, zasluži upoštevanje. Pa tudi njegova glavna teza je, da je zemlja skupna posest vseh ljudi. Se pravi, ni lastnina, ne lastnost. Zemlja je skupna lastnina vsega človeštva, vseh ljudi, ne pa lastnina posameznih držav. Te so samo, da tako rečemo, začasni posestniki, tako nekako. Tako da,
drugo leto bo pa koliko, 200 ali 300 let že, 300-letnica, 724, 300-letnica rojstva Kanta, obletnica, ja. Tako da, evo, zaradi Kanta je pomembna, za renesanso je pa toliko drugega, da tudi če še toliko pišeš, je vedno še polno umetnosti, ja. Ja, dovolite, da za trenutek zaživi tudi kak vaš prevod. Ja. Prebrala bom odlomek, ko ste prevajali tudi Nietzschejev spis Času neprimerna premišljevanja. Veliko ste se ukvarjali z Nietzschejem, tudi spremno besedo k rojstvu tragedije iz duha glasbe ste napisali. No in v tem pogledu se zdi, da vam je tudi prek Nietzscheja in teh vprašanj vendarle blizu tudi to antično spraševanje o bližini umetnosti in filozofije. Takole pravi Nietzsche in tak je vaš prevod. Kaj je lepota, če ne od nas uzrta, zrcalna podoba nekega izrednega veselja narave nad tem, da je odkrita neka nova, plodna možnost življenja. In kaj je grdota, če ni njena zlovoljnost nad samo seboj, njen dvom ali dejansko umetnost še zna zapeljati v življenje. Pisali ste tudi o povezavi o razumevanju glasbe v antiki, recimo pri Aristotelu v svoji razpravi v reviji Kerija. Hkrati pa ste Nietzscheja povezovali z antiko tudi v eni od razprav, ko razmišljate o agonalnosti, torej tekmovalnosti. Tudi o tekmovalnosti pri filozofih in dovolite zdaj vprašanje, koliko te tekmovalnosti ste pa, da narediva refleksijo še tudi na vaše profesorsko delo, izkušali na oddelku za filozofijo in tudi v prevajalskih krogih, glede na to, da ste tam predavali v zelo burnih časih, ko so bile nenehne družbene premene, spremembe. Morda delite nekaj teh utrinkov z nami. Ja, dobro. Ja, hvala za tole spet, kot se reče, stujko intrigantno vprašanje. Najprej tisto, grdota je nejevolja. Mislim, da je tam nemški izraz argwon. Argwon je neka zobrnija, ki se ji ne da, kako bi rekel, napačna in silna izbira, ki se ji ne da hitro obvladati. To je grdota, se pravi, ni odpiralna, se pravi, ne odkrija možnosti. Se pravi, zapiranje možnosti je v resnici lahko zelo, v vsakem pogledu, slaba stvar. Zdaj, druga zadeva, potem še to, samo še to, ker zadeva spremne besede k rojstvu tragedije. Tam se jaz nekoliko opiral na Eugena Finka, ki je tedaj bil zelo znan, je tudi bil obiskovalec raznih simpozijev, kot je na Korčuli obiskoval Zagreb večkrat, ker so imeli tam Goethe inštitut in to je bila za zagrebško kulturno okolje zelo dobra priložnost, da so prihajali pisatelji, književniki in drugi. No, ampak jaz še vedno in malo me je navdihnil tudi prijatelj, pesniki in občani, eseji, ki so takrat izšli, ampak tako z današnjega vidika se mi zdi tisto precej začetniško, tako bi rekel, nekako, tudi prijatelj se mi zdi, da je bil nekoliko, tako je bil esejist, ampak je ostal v tej esejistični zagnanosti, ni prišel do prave kristalizacije. No, ker zadeva pa agonalnost, mislim tudi, da je ta agonalnost propadla samo Peloponeško vojno, kajti jaz nisem nikoli praktično za študente predaval Tukidida, ker preprosto ni bilo časa ob tem, da je treba pa nekaj o Plotinu, pa o tem pa onem, ker še ni bilo kolege Zoreta takrat in tako. No, in tam se je zgodilo, recimo, da v času Peloponeške vojne
so bili taki spori med Atenci in Špartanci, da so ob neki priložnosti Špartanci z vojsko šli nad Olimpijo, da so izsilili neko pravico za svoje tekmovalce, ker so jih hoteli nekaj diskreditirati na tekmah. Tako da je pa res, da Tukidid v knjigi ima pa dva daljša citata, himna Apolonu, kjer so še, rekel, kjer nastopajo zbori plesalcev, pevcev in tako dalje. Tako da tista slika postane kot ena želja po idealu, ki ga ni več. Se pravi, tam ob čiščenju Delasa, Kad Harmos, so bili prijazniki in so te prireditve. Se pravi, to je hkrati tudi zaton klasične umetnosti, ker po Aeschylu, oziroma po Euripidu ni več visoke tragedije in tako. Skratka, mislim, da se je da je tu Nietzsche preveč idealiziral, bi rekel, predsokratike na napačen način, da preprosto samo tekmo ne bo šlo daleč. Ne vem. Tako da danes ne delim tega navdušenja, bi rekel. Pa še to, tudi med filologi so bile tekme. Recimo, mi smo poleg Doklerja uporabljali druge slovarje. Hrvaški Senc je nekoliko obsežnejši, Stjepan Senc je tudi v Ponatisu izšel. Potem pa seveda angleški, tisti Liddell Scott, tiste do 2 variantah, to so nam priporočili. Ampak jaz nisem našel, potem pa nemški Pape. Nisem pa jaz našel v ljubljanskih knjižnicah, najbrž je to posledica požara v Nuku, enega drugega slovarja, ki je zdaj v Ponatisu razpolagal, Franz Passov, skupino nadaljevalcev, grški slovar, ki je bolj zgovoren. Tako da celo tu, in ko so v Nemčiji razpravljali, kateri slovar naj bi bil standardni, ni prišlo do soglasja in je potem ena založba izdala Papeja, druga založba pa Passova. In tako je zdaj bolj veljavi Passov, ne Pape. Tako da tistega je zdaj izločen iz svojega fonda, tako nekako. Tule pri nas pa bi pa si dovolil eno malo pripombo k Doklerjevem Ponatisu. Zakaj niso šli po razširitev, morda pa bomo to naredili, da tudi mesta, kjer se beseda nahaja, da se najde. To je pravi slovar, mora to referenco imeti, tega ni tako veliko, kar zadeva klasično literaturo. Ampak, ko so takrat delali to, vsi gimnazijski profesori so to v prostem času sestavljali in so to opuščali. Morda v njihovem originalnem slovarju bi to lahko našli, ali pa so sami lahko našli, recimo, če berejo Kralja Oidipa, pa je tam neka beseda, taka zanimiva, pa navedlijo, to je glavno mesto, to je zelo pomembno. Jaz vem, da recimo, ko Heidegger svoj čas navaja, recimo neko mesto iz Iliade in pravi, dvigne se Kalha, Svedeš, ki ve preteklo, sedanje in prihodnje. In reče verzi ti in ti, in potem vzameš Homerjevo Iliado v sovjetovem prevodu in deliš lahko slovensko. Tako da te stvari niso nepomembne. Zdaj za nas, ki nismo preveč antike imeli v gimnazijah. Tako je moje mnenje. Torej, bo potrebno še dopolniti tudi slovarske pripomočke za prevajanje. Najin čas je počasi izteka, dovolite morda samo še 2 omembi, da ste sodelovali pri prevodu Heideggerjeve Biti in časa, in sicer ste prevedli paragrafe od 45 do 60 in opravili ste tudi za Slovensko matico izbor besedil v filozofski knjižnici, ko je Matica izdala Sørena Kierkegaarda Ponovitev filozofske drobtinice ali drobec filozofije. Na eni strani seveda me vedno znova fascinira, odkot ta slovenska filozofska navdušenost nad Heideggerovo filozofijo.
ko na drugi strani se vendarle sprašujemo, ali zlasti mi, ki nam je ljub antični čas, ali ta parmenidovska biti in misliti je isto, identiteta ni več možna. Ne nazadnje se nikoli ne sprašujemo toliko o Heideggeru kot konkretno bivajočem, mislim predvsem na seveda njegovo koketiranje recimo z takratno fašistično oblastjo oziroma z nacizmom. Vedno govorimo o njemu v Sloveniji zgolj kot o res cogitans, po drugi strani pa tako izjemen odpor do fašizma v slovenskem prostoru. Hkrati pa ta fascinacija s Heideggerovo filozofijo in na drugi strani seveda Søren Kierkegaard, ki vrača filozofijo ravno tu v enem odlomku iz drobtinic je to še posebej razvidno, nazaj k temu, kar je bila filozofija na svojih začetkih, zelo blizu ali eno z umetnostjo. Veva, da tudi Platon govori o tem, da je filozofija hemegiste muziki, torej najvišja umetnost. In Søren Kierkegaard zapiše recimo, sčasoma se človek naveliča večnega čenčanja o občem in občem, ki se ponavlja do najbolj dolgočasne plehkosti. Hkrati pa zapiše, obstajajo pa izjeme. In kaj je zdaj za njega ta izjema? Tisti, ki nasprotno misli obče z energično strastjo in takega Kierkegaard imenuje pesnika. Skratka, ta dvojnost in morda kot sklepna misel, več poti filozofije in kje je vaša filozofska pot med vsemi temi prevodi? Ja, hvala še za to vprašanje. Zelo dobro ste izbrali tole Kierkegaarda in Heideggera skupaj. Kierkegaard je, ta dva teksta sta oba zelo zanimiva. Najprej tole drobec filozofije. Kolikor sem gledal, danska beseda, ki se prevaja kot drobec, pomeni tudi pokus, grižljaj. Če bi se z Vodnikom izrazil, filozofija za pokušino, po malem, ne pa sistem poetike, kot bi rekli. Medtem, ko ponovitev me je fascinirala, ker tam pravi, nekaj tako pravi, kot človek potuje po svetu, včasih že po ozračju, po podnebju ve, ali je ena dežela ali druga dežela. Potem pa pravi Kierkegaard, to je pa, mislim, da je v ponovitvi, to sta oba kratka spisa, pravi, vtaknil sem prst v bivanje, diši po niču, se pravi, neka praznina. To mi je bilo pri njem zelo tako impresivno. In to, kar si zdaj ravnokar omenila, to je že pisateljska drža, se pravi. In tudi, ko sva se pogovarjala o odnosu Platon-Aristotel, rekel, sama znanost, kako bi rekel, sama znanost za človeštvo ni rešitev, tako bom jaz rekel. Jaz sam rekel, me moti, da ima delo tole geslo, znanje je moč, ker to je, rekel, nekaj takega, sicer je to latinsko scientia est potentia, aristotelsko episteme je dinamis, vse je isto, ampak popolno zaupanje za znanost, to je Husserl tudi na drug način hotel življenjski svet izpostaviti. Kierkegaard pa konkretno v svoji življenjski praksi, ne glede na to, da je njegovo življenje tudi precej tragično potekalo. Bil pa je nazadnje tudi, kot veste, kritik družbe in je pisal le take Augenblick, trenutek, in je omahnil potem na ulici in so ga potem morali odpeljati v bolnico. Glede Heideggera je pa neka čudna stvar. Kar je z objavo zvezkov res prišlo na dan, je, da so nekateri teksti res zelo profašistični, je pa
da je pa interes za Heideggera bil skozi pojem nihilizma. In zdaj, in dejstvo je, da je Heidegger bil zelo proaktiven dobesedno v nemškem fašizmu, da je celo Mein Kampf delo občudoval, na nasprotju z njegovim bratom, ki ni maral brat, mu priporočal v nekem pismu, ki je šla neka izbrana izmenjava pisem med bratoma Heideggerom in Fritzem. Fritz je bil finančni uradnik in tak zanimiv človek. No, in Fritz ni odobraval njegovega navdušenja za fašizem, toda samo tole vprašanje, zakaj je to navdušenje tu bilo, je meni še zdaj ni čisto jasno. Vem samo to, da je tu šlo za status filozofije. Ali bo zdaj samo ta diskurzivna filozofija prevladala in so bile pozabljene, rekel te, smo pustili ob strani te zločine, ki so bili izvedeni strani Nemčije v drugi svetovni vojni. Toda, jaz imam pa tu eno drugo pripombo, vedno se šteje žrtve Židov v taboriščih. Druga stvar pa je, išli so pred 2-3 leti zapiski nemškega generala Gotthard Heinrici, uničevalna vojna v Rusiji, kjer so žrtve, rekel, med ruskim civilnim prebivalstvom, zlasti na zasedenih ozemljih, bile enormne. Tako da, ravno tako so bile enormne žrtve med ujetniki. Ravno nedavno sem bil na kavi v nekem bifeju in ravno je neka angleška oddaja, kjer sem gledal televizije, ravno odlomek je bil zahodnoevropskih ujetnikov, se pravi, Francozov, Angležov, Američanov je umrlo 2% v taboriščih, ruskih 45%. Se pravi, in uradna statistika ruskih žrtev po ruskih virih je 11 milijonov. Morda so šteti tudi tisti, ki so bili vrnjeni nazaj iz ujetništva, ampak 11 milijonov. Uradna številka ameriških žrtev v drugi svetovni vojni je 333 tisoč vojakov. Glejte, in nemški zločini na področju Jugoslavije, Grčije, pa da bom kakšno drugo državo še pozabil, za te dve vem pa, in Rusije, se pravi, šteto z Ukrajino in Belorusijo, so bile take, da so same po sebi genocid. In zato je bil odgovoren general Gotthard Heinrici, samo odlomek iz tistega je ohranjen, so objavili pred nekaj leti, Wissenschaftliche Bundesgesellschaft, in Nemci ga se niso hoteli predati Rusom, oziroma so se predali Angležem in je Sovjetska zveza zahtevala obravnavo tega Heinricija na Nürnberškem procesu, to se ni zgodilo in tako da je tu neka premestitev težišč. Druga svetovna vojna je bila res tako enormna, da samo na antisemitizem je težko to spraviti, ker je pa res, da so Nemci pa podivjali. To je bil sistem, samo so pa tudi vključili, to pa morda tudi to velja za Štajersko in Gorenjsko, nasilno mobilizacijo Slovencev, se pravi, najprej je bilo državljan Rajha mora iti na delovno obveznost v Nemčijo, na to vojaško taborišče, na to na vzhodno fronto in na 10 tisoče Slovencev je bilo v nemški armadi, so se borili tam na vzhodni fronti in jih je mnogo padlo in tako. Skratka, to je bila res, preko žalostna zgodba. Tako da, Heidegger je pa doživel konec vojne zelo, 3 tedne je potem se čisto umaknil ven, in tako dalje. Skratka, nikoli pa čisto res priznal, niti tiste v pogovoru Špigel se je izognil temu, tako da, evo, to ne čiste stvari, to ni. Profesor Kalan, žal se je čas iztekel, najin pogovor.
je prinesel marsikateri uvid, kako je potekalo prevajanje filozofije, zlasti antične filozofije, tudi sodobne filozofije v zadnjih 5 desetletjih. Verjamem, da bi še veliko tega lahko povedali. Vrnila pa sva se ne nazadnje preko Kierkegaarda nazaj k temu filozofije in umetnosti, filozofije, ki je drobec, ne sistem, ki torej ne melje, ki torej ne melje žrtev, ampak nagovarja in govori. Koliko pa je morda za zaključek, če nam zaupate, kakih vaših drobcev tam, kjer se bliža ta filozofija, pa tudi umetnost morda v predalu in nam jih boste še v prihodnosti razkrili? Ja, imam nekaj spisov, eno je Sapfo in filozofija, en tak spis, ki bi ga še dokončal. Potem prav pesniškega nimam, imam pa željo, da bi Karla Schmidta Nomos zemlje, zakon zemlje o mednarodnem pravu, morda da bi to končal. Pa tukaj delo disertacijo zaključujem, pa morda še kakšen drugi spis, prej si omenila morda celo fiziko, druge 4 knjige, ampak to morda bom videl, kako se bodo stvari odvijale. Je bilo pa to že omenjeno, enkrat mi je kolega, vodja sekcije, že omenil, ampak morda bi bilo res dobro, ampak se bo videlo. Nimam pa kaj velikega. Je pa predvsej neobjavljenega še, to pa res. Saj tiste kakšne boljše stvari bi bilo treba spraviti samo skupaj, pa založnika najti, ampak morda je pa več vredno, da še kakšen dober prevod napravim. Tako kako je tudi predsednica Tanja Petrič rekla, da še kakšen podvig prevajalski napravim, morda bo to lažje. Hvala lepa, hvala vam in hvala vsem, ki ste nas poslušali. Ja, hvala za povabilo in za obisk.